Manuela Kuhar-Makoter, doktorica medicine in specialistka splošne kirurgije. 1 leto je bila namestnica vodje kirurškega oddelka in 5 let vodja centralnega operacijskega bloka. Pred kratkim je postala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota. Pozdravljena, Manuela. Zdravo. Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki deluje že od leta 1893, je zaposlenih 1140 ljudi in se nahaja 400 bolniških postelj. V preteklosti je na vodstvenih položajih bilo zelo malo žensk. 20 let je ta položaj bil domena moških. In zdaj ste ga prevzeli vi. Kako se počutite ob tem dejstvu? Ja, to vlogo sprejemam z enim spoštovanjem. Ne delam si utvor, da bom zmogla to sama, ampak sigurno ob podpori svojih kolegov, kolegic, glavnega direktorja in vseh ostalih sodelavcev, da bomo to skupaj zmogli. Bolnišnico postaviti na pravi nivo, da bo še vedno naprej steber sekundarne bolnišnične obravnave v pomurski regiji in da bo obravnava bolnika dobra, na visokem strokovnem nivoju in varna. Odraščali ste na Cvenu. A ste že takrat v brezskrbnih otroških letih vedeli, da boste postali zdravnica ali celo direktorica? Ne, to pa sploh ne. Mislim, direktorica ne, drugače pa, ja, zdravnica pa ja. Moram reči, da je verjetno mojo pot zaznamovala nesreča. Pri mojih 5 letih sem imela prometno nesrečo, takrat me je podrl avtomobil na prehodu čez cesto, doma pred hišo. In verjetno je potem ta daljši čas v bolnišnici zaznamovalo neko mojo pot. Drugače pa sem že v najstniških letih nekako začutila, da želim pomagati ljudem, da me to osrečuje, da sem srečna in še vedno sedaj vsaka pohvala oziroma hvaležen pogled pacientov me nekako izpopolni in da nove moči za naprej. Tako da je to bila moja želja že v osnovni šoli, nato sem nadaljevala šolanje v gimnaziji Ljutomer, kjer sem še nekako izpopolnila to željo, da res želim študirati medicino in to mi je tudi uspelo. Tako da sem se po gimnaziji vpisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani in jo potem tudi uspešno končala. Čar materinstva ste spoznali že v študentskih letih, ja. Ampak ste vseeno pravočasno končali študij. Kako pa vam je to uspelo? To je prišlo nepričakovano. Stara 23 let sem rodila sina. V bistvu nisem imela še niti polovico izpitov, polovico študija za sabo. Ja, seveda me je bilo strah, a bom končala, sem sposobna biti dobra mama, ob tem pa končati študij, kar je seveda bil moja največja želja, biti ali doseči to. Ampak seveda ob pomoči staršev in očeta sva to zmogla, absolutno je šlo. Čeprav smo bili študentska družina, živeli v študentskem domu, je sin Žiga obiskoval vrtec v Ljubljani, midva pa sva študirala oziroma potem že začela delati. Končala sem medicinsko fakulteto leta 2001 in tam se zaposlila v kliničnem centru kot v pripravništvu. Sama občudujem zdravnike, posebej kirurge. Zanima me, zakaj ste odločili za tako zahteven zdravniški poklic in kako se znajdete v tem moškem svetu? Ja, to je res zanimiva zgodba. Tudi sama sem se večkrat vprašala, kako sem v bistvu pristala tukaj na kirurgiji. Ampak bil je en moment, ko mi je nekako v srcu in v duši preklopilo, da je to mogoče poklic, ki si ga res želim delati celo življenje. No, kot sem omenila, sem začela svojo delovno pot v kliničnem centru Ljubljana kot pripravnica in se spomnim takrat,
je bilo 22. ura zvečer, tik preden se je končala moje 12-urno delo in potem, da bi šla s kolesom domov, pa me na hodniku kar en kirurg, ki je bil dežuren, povabi. Ne, pravi, kolegica, a vi ste prosti? Pa jaz pravim, ja, čeprav sem vedela, da grem domov, ampak vseeno, pač imeli so eno težavo v operacijski, šlo je za eno nujno revizijo in ni imel pomoči in me je pač povabil zraven. In potem smo to do 1 zjutraj smo operirali in takrat tisto neko vzdušje v operacijski, ko vsi delajo Napetost, za eno, tista takšna. napetost, ko Ja. se vsi trudijo, da uspe operacija, me je nekako prevzela, pa sem pač potem v tem duhu, ko sem se peljala domov, pa sem začutila, mogoče pa je to, kar želim delati, mogoče na ta način pomagati in z neko veseljem in z vnemo delati celo življenje to. Tako da ja, in potem se je nadaljevala moja pot, sem šla v Mursko Soboto, v bolnišnico, kjer me je pa prevzela ta pozitivna energija na raportih zdravniških z zdravniki, tako z sestrami na oddelku, kot tudi v operacijski, kjer pa je pač bilo posebno vzdušje, meni pisano na kožo in sem se kljub temu, da sem imela že specializacijo iz družinske medicine, iz splošne medicine takrat za zdravstveni dom Ljutomer, sem se odločila, da po letu pa pol zamenjam specializacijo in pač nadaljujem delo v bolnišnici. In še enkrat popravim, prav zakaj sem se odločila, verjetno zaradi tega dobrega vzdušja na oddelku in take pozitivne energije. In potem je pot bila lahko, ko imaš enkrat cilj, gre. Ja. Čaka vas zelo odgovorna funkcija. A boste kljub temu opravljali svoje dosedanje delo, torej operirali? Ja, funkcija je res odgovorna. Če lahko rečem, da sem sedaj bila vodja v centralnem operacijskem bloku, kjer sem nekako sodelovala z 30 do 50 sodelavci, kjer sem usklajevala operativni program, da pacient vsak pride tisti dan na operacijsko mizo, kot je naročen in da vse poteka nemoteno in tudi, da je oskrba z materialom in nivo znanja v operacijskem bloku primeren in dober in odličen. Je sedaj to delo na enem dosti višjem nivoju, dosti stopnic višje, kot ste že sama omenila, 1100 zaposlenih, od tega 160 zdravnikov, na to pa približno 230 diplomiranih medicinskih sester, prav toliko še zdravstvenih tehnikov in ostalega medicinskega osebja, skupaj 850 ljudi, preostali kader je nemedicinski kader. In vse to voditi v duhu, da obremenitve ne bodo previsoke, da bo bolnik dobil primerno in dobro zdravstveno oskrbo, da bodo aparature primerne, da bodo novi programi se začeli uveljavljati, tako kot v svetu, medicina gre naprej z bliskovito hitrostjo. In vse to usklajevati je res en trd oreh, ampak verjamem, da ob pomoči kolegic, kot si prej omenila, ženskih in absolutno tudi moških, mi bo to uspelo. Prej si omenila, kako se počutim kot ženska. Ja, res je, na tem položaju v bolnišnici Murska Sobota še ni bila ženska. So pa ženske v drugih bolnišnicah na tem nivoju. Lahko rečem, da vsaj 50% žensk zaseda tako mest strokovnih direktoric kot glavnih direktoric. Tako da je porazporeditev enaka ali pa enaka, ja. No, lahko pa rečem, da ob čestitkah, ki sem jih dobila, pa je vseeno čutiti, da so mi ženske večkrat v večji meri čestitale in moram reči, da sem začutila tisti odtenek poguma oziroma ponosa,
da sem kot ženska prevzela to vlogo in so se nekako tudi poistovetile z mano, predvsem pa prleške ženske. Zelo dobro. No, zdaj pa še o vaši izvolitvi. Pred 8-članskim odborom ste bili edina kandidatka. Podprl vas je tudi glavni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota. Tam ste predstavili svojo vizijo in program strokovnega vodenja Splošne bolnišnice Murska Sobota. Lahko poveste več o tem? Ja, vizija bolnišnice Murska Sobota je biti ugleden in priznan zdravstveni zavod. Steber, kot sem rekla, sekundarne obravnave bolnika v pomurski regiji, da je medsebojni odnos v bolnišnici profesionalen in sočuten ter predvsem prijazen odnos do pacienta, ki to tudi mora začutiti. Vizija je tudi to, da se izobraževanje nadaljuje na visokem nivoju in da to rezultira tudi to visok nivo zdravstvene oskrbe, kar pa je najpomembnejše. In pomembno je, da se osredotočimo na pacienta, kajti pacient je tisti, zaradi koga smo mi tukaj, zaradi koga imamo plačo, zaradi koga lahko nekako živimo svoje sanje s svojim poklicom in zaradi koga mogoče tudi garamo. Ampak vseeno, pacient je prva in edina naša skrb. Seveda. V teh težkih covidnih časih se je dosti pacientov znašlo v neskočnih vrstah za svoje specialiste. In bili so v prednosti samo nosečnice in bolniki z rakom. Zdaj pa, kakšen je vaš načrt, da bodo pacienti prej prišli do svojih zdravnikov? Ja, morate vedeti, da najprej povem, da je COVID, ne morem mimo tega, v današnjih časih res sesul normalno delovanje bolnišnice in že preden se je COVID začel, so naše čakalne dobe za in posege in ambulantne preglede bile na meji dopustnega in za pač primerno temu, kakšno napotnico je pacient dobil. Se pravi, že so bile na meji. Zdaj pa se je sistem naročanja praktično sesul. Ne samo pri nas, praktično po celi Sloveniji. Ja, poskušamo. Začeli smo že, v bistvu je komaj prvi teden mojega delovanja, ampak vseeno, začeli smo proučevati, kako bi se to dalo. Najprej moramo se omejiti na tisto, kar imamo. Ne moramo sanjati, da bomo jutri dobili 15-20 zdravnikov, ki so nosilci zdravstvene oskrbe, zdravniške oskrbe in ki so zelo, zelo pomemben delež te oskrbe in jih nimamo dovolj. Ampak, če začne in tudi medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre zelo, zelo primanjkujejo. Ampak najprej bi se osredotočili na to, kar imamo. Se pravi, tukaj, kjer so kakšne rezerve, jih vseeno izkoristiti. Moram povedati, da delamo že popoldan in operativne posege vsak dan, da nekako tiste čakajoče ljudi, ki čakajo že od novembra za operacije, operiramo prej, tako v dopoldanskem in v dopoldanskem času. Enako je tudi za ambulante in druge diagnostične posege ali preglede, kot so ultrazvoki, potem gastroskopije in kolonoskopije. Tako da to že vse poteka in tudi popoldan in dopoldan. Potem seveda potem kratkoročni cilj je še nekako posvet tako zdravnika s primarne ravni z zdravnikom sekundarne ravni. Tukaj želim položiti največ energije z tem sodelovanjem med primarno in sekundarno ravnjo, kajti morate vedeti, pul bolnikov, ki prihaja k nam, je njihovih, se pravi, oni so njihovi osebni zdravniki, oni jih poznajo in tudi oni jih usmerjajo k nam. In če te povezave močnega kontakta ni, potem ni računati na naš uspeh. Tako da samo z nekim složnim dogovorom, sprotnim, ažurnim dogovorom bomo sigurno to zmogli. Druge možnosti pa so še, da nekako te druge preglede, kontrolne preglede, mogoče
mogoče malo zmanjšamo, se mogoče po telefonu pogovorimo s pacientom, ki je naročen samo na kontrolo, in potem damo vrsto ali pa prednost tistim, ki prvo čakajo na pregled in še nimajo diagnostike speljane. Tako da več možnosti je, vsi se trudimo, moram povedati, da je odziv zelo dober, vsi želimo pomagati. Moram povedati, da so bili in naše medicinske sestre in zdravniki zelo obremenjeni v COVID času. Sedaj trenutno krivulja, upajmo, pada in pričakujemo, da bo z cepljenjem, z cepivom, ki prihaja, z veliko dozo cepiva, ki prihaja v Slovenijo, da se bomo pocepili in bo ta krivulja padla na nič, kar si mi najbolj želimo. Takrat pa bomo lahko začeli normalno delati in bodo tudi tisti bolniki prišli na vrsto, ki so sedaj čakali. Namreč niso trpeli samo tisti bolniki, covidni bolniki, ampak trpeli so tudi tisti, ki so mogoče zboleli v tem času za rakom ali imajo kakšno drugo težavo in niso prišli na operacijo. Čeprav moram povedati, da operativne posege rakavih bolnikov smo opravljali ažurno in brez čakalnih dob. Ampak včasih se je tudi zgodilo, da kak pacient ni prišel do zdravnika oziroma je sam pri sebi si mislil, pa čakalne dobe so, covid je, mogoče z nekim strahom tudi do zdravnika, svojega osebnega zdravnika ni šel. In bojimo se zdaj tega velikega porasta zdiagnosticiranih, teh hudih bolezni, ko bodo bolniki končno prišli ali šli do zdravnika. Tako da to, ampak jaz verjamem, da bomo zmogli rešiti to, tako kot pravi, največ polagam v to sodelovanje. Rada bi povedala še predvsem sedaj, ko je prelomnica glede cepljenja, prišla prelomnica glede cepljenja, namreč to vso cepivo, ki je prišlo, bi srčno radi, da se izkoristi, da ga mi porabimo. Namreč, kot sem že prej dejala, če se ne bomo cepili, bodo bolnišnice vedno polne covid bolnikov in ne samo ti bodo trpeli, tudi drugi, ki na obravnave ne bodo prišli. Zato vam še enkrat polagam na dušo, da je cepljenje edina možnost, da prebrodimo to krizo in uspemo. Večkrat v laični javnosti dobim vprašanja, a je to z covidom vse resnica, ali res zbolevajo ljudje, ali res umirajo. Ja, res je, zbolevajo in umirajo. Večkrat tudi povejo v argument, da se ne bodo cepili, to, da ne poznajo nikogar, ki bi zbolel. Pa vam želim povedati, da ne čakati na to, da vam bo zbolel nekdo od domačih in umrl, da se boste za cepljenje odločili. Odločite se prej, odločite se zdaj. Sami ste še poleg dela na vodstvenem položaju v torek opravili kar nekaj operacij in tudi v popoldanskem času. Opravljate še dežurstva. Tako da jaz mislim, da poklic zdravnika je eden najbolj garaških poklicev na svetu. Zahteva celovito človekovo osebnost. Ne moreš biti samo napol zdravnik. Poleg tega pa ste še mama, žena. Kako vse to usklajujete? Ja, to je veliko vprašanj, ne, in malo odgovorov. Ja, usklajujem težko, ne, če zdaj začnemo od začetka. Čeprav glede na to, kar ste me vprašali, delati oboje, velikokrat dobim, pa to jih predvsem zanima, a bom še operirala ali ne. Po eni strani je težko po 20 letih tega dela, ki si ga do sedaj opravljal, kar naenkrat odrezati. Vseeno je to dosti znanja, dosti izkušenj. Zdi se mi, da še jih nisem vse predala naprej svojim mlajšim kolegom, kar mislim, da je moje poslanstvo sedaj. Sigurno bom manjkala svojim kolegom na oddelku, ampak bodo se znašli in sprejeli bomo tudi mlade študente in pripravnike ter specializante kirurgije.
Tako da bi jaz se videla v tej vlogi predvsem sedaj kot neka učiteljica, mentorica za pomoč. Najprej bi se rada posvetila temu delu, ki sem ga zdaj sprejela, kajti prišlo je nepričakovano, na to se nisem leto, 2, 3 pripravljala, tako da zdaj moram res z vso paro zajeti to veliko žlico in proučiti in na to z postopnimi, trdnimi koraki začeti novo pot in ob pomoči svojih kolegov tudi izboljšati stanje, predvsem pri čakalnih dobah, kot tudi sam nivo obravnave. Ja, kako pa z družino in s prostim časom? Žal si ne vzamem dovolj prostega časa, to me vsi opozarjajo, ampak enostavno življenje gre, to je res. Želim se posvetiti svoji hčeri Juliji, ki bo stara 7 let in me tudi potrebuje. Tako da, ja, predvsem pa v zadnjem času rada sicer smučam, kolesarim. Tega v zadnjem času ni bilo dovolj. Najbolj pa svoje misli zberem nekako ob sprehodu v naravi, takrat si tudi naberem nove moči. Povabili ste nas na ta prelep kraj Jeruzalem, ker imate tudi turistično destinacijo. Je to s kakšnim posebnim namenom? Ja, na Jeruzalem sem vas povabila zato, ker je to kraj, ki mi daje prav tako moč za moje delo, ker je eden najlepših krajev Prlekije in se rada z njim pohvalim. Drugače pa moram reči, da sam Jeruzalem je že v preteklosti, v turški dobi, imel močne ženske ob sebi in tukaj so tudi znane. In prav tukaj sedimo ob Babjem klancu, ki je znan predvsem iz turških časov, ko so Turki iz Monoštra se vračali iz pohodov, se vračali nazaj in se želeli ustaviti v Jeruzalemu, kjer so jih pa ustavile močne prleške ženske, babe, in tako premagale Turke same. In nekako se istovetim s to močjo prleške ženske. Zato sem vas povabila sem. Mi dve poznava že več kot 25 let. Včasih so odigrali kakšno partijo tenisa na igriščih. Spoznali pa sva se na odbojkarskem igrišču v Ljutomeru in sva igrali skupaj odbojko. Zdaj vidim, da malo časa posvečate športnim aktivnostim, ampak upam, da mogoče še nekoč bomo odigrali kakšno partijo tenisa. Hvala lepa za vaš čas in prijetno druženje. Zelo čast mi je in veselilo me je, da sem končno povabila pred mikrofon žensko. Hvala lepa, Svetlana, tudi tebi za lep pogovor, za to, da si mi dovolila, da povem nekaj o sebi. In ja, res je, spoznali sva se pred 26 leti, ko si prvič prišla k nam in bila si znana odbojkarica iz Ukrajine in tudi meni je čas, da sem se pogovarjala s tabo. Hvala. Hvala. Želim vam veliko uspehov pri vašem delu in naj se vaša vizija uresniči. Hvala. Hvala lepa. Hvala.